Ko hotelski gost opazi nekaj sumljivih nakupov na svoji kreditni kartici, to sproži preiskavo, ki vodi nazaj do hotelske recepcije. Prav, trenutno ste aretirani. Zoper vas je izdan nalog za aretacijo. Razčlenjujemo sumljive stroške in razlago zaposlene, zakaj naj bi domnevno porabila več $100 z uporabo kreditnih kartic, ki niso bile na njeno ime. Pomagajte mi razumeti, kako je mogoče, da ste po naključju uporabili kreditni kartici dveh različnih oseb za nakupe? Na to nijem odgovora. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Milner. Veš, zgodbe kot je ta so razlog, da vsak dan preverjam svoj bančni račun. Ampak, če sem iskrena, so sumljivi stroški običajno v resnici moji. V tem primeru pa je hotelski gost opazil nakupe, kot so Domino's Pizza in vstopnice za film Zootopia 2. Med preiskavo se pojavi še eno vprašanje. Ali si je ta hotelska uslužbenka domnevno shemo izmislila sama, ali pa se je tega naučila od koga drugega? 7. februarja 2026 smo v Ellensburgu v zvezni državi Washington, mestu približno 2 uri stran od Seattla. Okoli 8:30 zvečer je ženska poklicala policijo v Ellensburgu zaradi sumljivih nakupov na njeni kreditni kartici in ima idejo, kdo bi jih lahko upravljal. Pozdravljeni, tukaj narednik Potter iz policije Evansville. Hej, narednik Potter, kako ste? Dobro, kaj se dogaja? Hej, danes sem imela naključno bremenitev na svoji Capital One kartici iz Dominosa. In to je že druga ta teden, pa sem bila malo radovedna. Bila je še ena iz gledališča Majestic. Zato sem poklicala svojega, ali pa sem danes poklicala Dominos, da bi dobila nekaj informacij o tej bremenitvi. In zgodil se je že prej ta teden, ker sem bila ta teden dežurna za Aspen in sem bivala v hotelu Red Lion. In poklicala sem jih, da bi dobila nekaj informacij o tem, komu je bila pica namenjena, za koga je bila dostava. In dali so mi informacije. In sem si mislila, to je zanimivo, ker sem imela prej bremenitev za Majestic Theater, potem ko sem bivala v hotelu Red Lion. In dekle na recepciji, njeno ime je bilo Alexis, kar se tudi ujema s tem, komu je bila pica dostavljena. Tako da ne vem, ali gre za isto Alexis ali ne. Ja, ampak zdi se mi je zanimivo, da sta bili obe imeni Alexis, tako da imam podatke, ampak očitno sta obe bremenitvi goljufivi na moji kartici Capital One. Nisem poklicala Capital One, sem pa preklicala dostavo pice. In sem mislila, da vas pokličem in vam posredujem te podatke. V redu, samo da veste, moja telesna kamera snema. Po sodnih dokumentih, ki smo jih pridobili, 3. februarja 2026, Warnerjeva je opazila, da je bila na njenem računu neknjižena bremenite v višini $27.75 za Majestic Theater v Yakini. 4. februarja 2026 je bila bremenitev izvedena in potrjena. Warnerjeva se je to zdelo nenavadno in je še naprej spremljala svoj račun. Danes, 7. februarja 2026, je opazila bremenitev za Ellensburg Domino's v znesku $44.76. $44.76, približno ob 20:29. Policist se odpravi na lokacijo Domino's, da preveri podatke o dostavi. Zaposleni so potrdili naslov, kamor naj bi bilo naročilo dostavljeno, in navedli ime osebe, ki naj bi ga oddala. Živa. Sem narednik Potter. Moja telesna kamera snema. V redu, ali ste pred kratkim govorili z gospo o zlorabi kartice ali o goljufivem naročilu pice, ki je bila naročena? Ali pa je bil to kdo od vaših zaposlenih? To je veranska pica, je. Torej, nekdo je poklical in oddal naročilo s kreditno kartico, ki ni bila njegova. Imena. Ime žrtve je bilo Samantha Warner, ampak pica je bila za Alexis King na številki 1700. In zanima me, kako je bilo to naročilo oddano. Ali je bilo prek spleta ali je nekdo poklical? Lepo. Lahko poiščem Richard of, kaj noter. Ampak imeli smo veliko besed. Šah iz Hogedera v tem. Ja, tako je bilo, pravkar je poklicala v zadnji pol ure. Si bil ti? Imajo informacije, ali je bila dostava ali prevzem. Prevzem? Do hotela Red Lion. Do hotela Red Lion. Ja. Za Alexis King. Za Alexis imam 2 naročili potem. Ali je prišlo še eno naročilo? Torej imam 2 naročili, ki gresta na ta naslov, ker je prišlo do zmede glede hotela. Ali imajo določen časovni okvir, kdaj bi lahko bil tam? Torej bi bilo takrat. Torej je moja žrtev poklicala vas in govorila z nekom ob 8:30 ali ob 8:29 nocoj. Torej je takrat videla bremenitev na svoji kartici, zato je poklicala, da bi ugotovila, kaj se dogaja. Na srečo mi tega nihče ni omenil. V redu je, zato sem tukaj. Ampak tukaj imam naročilo. Ne, mislim, da ga nimamo. Kar iščem je, ali je bilo naročilo oddano prek spleta ali po telefonu. Videti je, da je bilo. Ni mi treba videti, da je nekdo prevzel to.
Telefonska linija. Ja, torej piše Dominos na strani, kar pomeni, da je bilo naročeno prek spleta. Preko aplikacije ali... Pojdite na Apple Store. Ja, torej, V redu. Torej, ali tam piše, da je bilo naročilo za Alexis? ja, torej imam. Lahko pogledam? Ja, Na kamere ni popolnoma več. vsi v redu. Ja, Alexis je prišla sem gor in ima naslov za Red Lion. Nimam Ja, telefonske številke ali česar koli, ampak to je ime. Torej, In to je tukaj je naročilo. isto. In potem je drugo naročilo, za katerega ste rekli, da je na voljo. Ne, to bilo Je to drugo, ista dvakrat oseba sem ali drugo preveril ime? tiste, Odlično. tako da smo na tem. Odlično, v redu. To je vse, kar sem. Super, In iznajdljiv. ti si vodja, Francer. Kaj je tvoja prva? Lahko potrdijo, da je Alexis King domnevno oddala ta naročila za pico. Poslušaj to. Sodna dokumentacija pravi, da sem opravila preverjanje Kingove v sistemu Spillman in izvedela, da ima tudi nalog za prijetje zaradi prekrška z nižjega okrožnega sodišča v okrožju Kittitas, ker se ni pojavila na sodišču. Ko sem izvedela te informacije, sem se spomnila nedavnega klica, kjer so bile podane podobne obtožbe. Prijavo je sprejel narednik Sindino. Druga žrtev je bivala v motelu in je bila njegova kreditna kartica uporabljena za spletne nakupe v Walmartu in na drugih lokacijah v Jakimi. Približno $300 je bilo ukradenih med tem incidentom. Oseba, ki je prijavila dogodek, je verjela, da je to storil nekdo v Red Lionu, vendar tega ni mogla dokazati. Zato bo seveda policist obiskal Alexis na njenem delovnem mestu. Živijo, Aleksi, kako si? Dobro, kako pa ti? Dobro, hej, jaz sem narednik Potter. To je desetnik Ingram. Samo da veš, obe na eni kameri snemata. Hej, prosim, stopi ven k nam. V redu. V redu, je to grelna blazina. Ja, V redu. tega še nisem naredila. Ali ti? Ja. V redu. Boš prišla ven s strani? Ja. V redu. Pazi. V redu. Trenutno ste aretirani. Za vašo aretacijo je izdan nalog. Vse vam bom razložil tukaj v trenutku, prav? Prav? Naj pogledam tukaj. V redu, izvolite. V redu je. Dvojno bom zaklenil te lisice, da se ne bodo bolj zategnile, potem vam moram prebrati vaše pravice in nato bova šla skozi vse. Prav. Pridite semle. Obrnite se proti meni. Prebral vam bom vaše pravice in potem vam bom razložil, kaj se dogaja. Prav? In imamo tukaj še nekoga, ki vas bo zamenjal na vaši izmeni. V redu. Imate pravico molčati. Vse, kar boste povedali, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Trenutno imate pravico govoriti z odvetnikom in imeti ga ob sebi med zaslišanjem. Če si ne morete privoščiti odvetnika, vam bo eden dodeljen, da vas zastopa, preden vam bodo postavljena kakršnakoli vprašanja, če to želite. Kadarkoli se lahko odločite, da boste uveljavili te pravice in ne boste odgovarjali na vprašanja ali dajali izjav. Ali razumete vsako od teh pravic, ki sem vam jih razložil? Da. V redu, torej dve stvari. Za vami je razpisan nalog za aretacijo zaradi vožnje za začasno odvzeto vozniško dovoljenje, ki ga je izdal šerifov uradu San Luis Obispo. Poleg tega ste tudi aretirani zaradi tatvine druge stopnje. Zakaj? No, o tem bi rad govoril z vami. Ko bomo zbrali vse vaše stvari, bomo šli v pisarno in morda mi boste lahko pojasnili nekaj stvari glede tega. Ampak prepričan sem, da veste, zakaj gre. Bi šel poiskati in jim povedal, da lahko pridejo noter, da vzamemo njene stvari. Lahko greš po njen mobilni telefon zame? Ali še kaj potrebuješ? Na zadnji mizi je črna torba, ki je tudi moja. Ali zdaj le zvoni telefon? Oprosti, to je torba, Ja, na kateri piše Mihao. Da. Ja. Tudi jaz sem to pravkar videl. V redu. Torej, pravkar sem poklical tja in ni zazvonilo. Prišel je klic skrite številke. bilo je, v redu, V redu je. Ja, Bilo je. V redu, samo potrjujem. Ali potrebuješ, da kaj naredim glede blagajne ali kaj podobnega? mislim, da ne. V redu, imaš kakšne ključe pri sebi? Ne. Moramo te preiskati. Ne. V redu. Imate vozilo? Ni tako. Ali kaj od teh stvari tukaj v vaši torbi pripada podjetju? Ne. Ne, torej zvezek in vse te stvari. Ne, to je vse moje. Vse je tvoje. Ja. To bomo odnesli tja ven. V redu. Hočeš prijeti tisto? Jaz bom prijel te. In kar bomo naredili, pravzaprav bom zdaj to dal v vrečko.
Kar bomo na koncu naredili, je, da bomo šli ven do avta, te preiskali. Odpeljali te bomo iz pisarne. Naredili bomo vse. Daj to vrečko tukaj, da se ne zmoči, ne vem, mogoče zunaj. Torej, kaj imam? Tudi moja mala črna torbica je tam. Živijo. To je mala črna torbica in slušalke. 24-letnico odpeljejo na policijsko postajo na zaslišanje. Vendar zanika, da bi vedela karkoli o ukradeni kreditni kartici gosta. Torej, očitno sem vam razložil, da ste bili aretirani. Za vas je razpisan nalog za aretacijo zaradi prometnega prekrška. Vendar ste prav tako aretirani zaradi. Tatvine, druge stopnje. In povedali ste, ko smo bili v motelu, da vas je to zmedlo. Ja. Minilo je nekaj časa, odkar sva se o tem pogovarjala med vožnjo z avtom in vsem tem. Ali imaš kakšno predstavo, o čem pravzaprav govorim glede kraja? Ne. Nimaš pojma. Ne moreš se spomniti ničesar, kar bi naredila narobe, zaradi česar bi bila tukaj. Aretirana zaradi kraje. Ne. V redu? Si nameravala danes večer naročiti pico? Ja. V redu. In ali je prišla? Da. Brez? Da. V redu. In kako ste plačali za to pico? Svojo kartico, ki sem jo imela shranjeno v sistemu, se je samodejno izpolnilo. Je samodejno vneslo podatke vaše kartice? Samo kliknila sem eno od kartic, ki je bila tam. V redu. Torej, da bi nekaj samodejno izpolnili, morate najprej to ročno vnesti in nato shraniti v svojo denarnico ali karkoli na telefonu. Mislim, da imate V redu. data shraniti tam. Oprostite. Je tako? Ja. Torej, nocoj si naročila pri Dominus in praviš, da si uporabila tisto, za kar si mislila, da je tvoja kartica. Ali je to pravilno? V redu. Torej, problem je, da nisi uporabila svoje kartice. Uporabil si kartico za enega od gostov v hotelu. Kako mene, kar nadaljuj. Ne, ti sprašuješ mene. Ne, samo ne razumem, kako bi to delovalo. Jazz. Mislim, da oba veva, kako bi to delovalo. Ali obstaja kakšen razlog, da bi za službene zadeve uporabljali svoj osebni telefon in vnašali tuje? Kreditne kartice. Ne. Za službo. Tega ne počneš Ne. na noben način, je tako? V redu. Kako bi torej samodejno izpolnilo podatke stranke? Podatke, kreditno kartico, številko kreditne kartice, datum poteka in 3-mestno PIN številko. Kako bi bilo to mogoče samodejno izpolniti, če telefona ne uporabljate za nobene službene namene? Lexi? Jasne. Ne vem, kašen, ker to ni bilo prvič, da se je to zgodilo. To si naredila tudi, ko si šla gledati filme. 4. v kinu. Se spomniš, da si šla v kino? Ja. In kateri film si ogledala? Jazz. Vem, očitno gledam van, ampak trenutno se sploh ne morem spomniti. Zootopia. V redu. Si peljala svojega otroka ven. Ja. Koliko vstopnic si torej kupila? Try. In kako si jih kupila? Na spletu, ja. V redu. In koliko je to bilo? Približno koliko? 20 in nekaj dolarjev. V redu. Se sliši prav. Ja. In koliko je bila nocoj pica? 30 in nekaj. V redu. Ja, mislim, da je bilo 40 in nekaj, ampak vseeno. In celo predtem verjamem, da to tudi ni prvič, da se je to zgodilo. Takrat tega nismo mogli dokazati, zdaj pa lahko. Živite v Jakimi, kaj ne? Da. Spomnite se, iz sodnih dokumentov smo izvedeli, da sta bila 2 nakupa v Dominus in en nakup v vrednosti približno 30 dolarjev v kinu Majestic. Toda smer zaslišanja se je kmalu spremenila. Se bo Aleksisina zgodba s tem spremenila? Živite v Jakimi, kaj ne? Da. V redu. Pred časom je narednik Sedano prav tako sprejel prijavo druge stranke, ki je bivala v hotelu Red Lion in je rekla: "Hej, bivala sem v hotelu Red Lion." In potem nekaj dni kasneje so se na moji kreditni kartici v Jakimi pojavile te goljufive obremenitve. Natančneje, v Jakimi. Ena od njih je bila iz Walmarta. Ena od njih je bila v KFC.
In ne spomnim se na pamet, kje je bila druga, ampak je bil še en spletni trgovec. V redu. In s katerim imenom je bilo to povezano? Torej, razlog, zakaj sprašujem Leksi, kako je mogoče, da se to samodejno izpolni, Je, da bi to razumel, ker morda obstaja razlog za to, ne vem, nisem v hotelskem poslu. Mogoče je obstajal upravičen razlog, da si uporabljala telefon za vnos podatkov, ampak ne zveni tako. Ne. In ko sem govoril z lastnikom, tudi ne kaže, da bi bilo tako. Ne. Pomagaj mi razumeti, kako je mogoče, da si po naključju uporabil kreditni kartici dveh različnih ljudi za nakupe. Na to nimam odgovora. V redu. Kakšna je tvoja finančna situacija glede vsakodnevnega življenja? In kaj počneš? Živiš s kom ali sta samo ti in tvoj otrok? Imam sostanovalko. Imaš sostanovalko, v redu. In si delita stroške na pol. Mislim, kako izgleda Razdriva si finančna jo. situacija? Ja, razdriva si jo. Ali imaš vse? Ja. V redu. Mislim, sliši se, kot da hodiš v nakupovalni center, zapravljaš denar. Vidim, da imaš v torbi ogromno ličil. To so vse stare ličila, Točno vidiš, da tako. so vsa. O ličilih Ličila. ne vem ničesar. Samo videl sem, da je tam, mislim, da ga nosiš Prinesla sem ga zato s sem seboj, hotel ker sem danes delala 16 ur, zato poskušam nekako. Malo se popravim, da ne izgledam tako mrtva, kot se počutim. Seveda, razumem to. Verjamem, da delaš 12 ur. Tako da razumem. Pomagaj mi razumeti, kako je videti tvoj vsakdan. Med tednom sem popolnoma v vlogi mame, med vikendi pa delam zelo dolge ure in potem ponovim. Ja, in to je Znova resnično in stanje. znova. Prihaja sem. Dobesedno celo moje življenje, odkar se je rodil. Ja. V redu. Bi se imela za finančno stabilno, v stiski ali dobro situirano? Kje bi se našlo v tem? V stiski. Preživljam se, ampak to je to, ja. V redu. Koliko zaslužiš v hotelu? 17, mislim, 17 na uro. Mislim, da je to minimalna plača, če je to minimum. Ja, ne vem, koliko je to. Ne vem, predvidevam, da je tako. Seveda, ne bi ti znal povedati. Razlog, da sprašujem, je, ker imam tudi jaz. Outro. In vem, kako dragi so. In koliko dela je z njimi? In vse ostalo, kar je povezano s tem, in to znam ceniti. In ko se trudiš in skušaš preživeti, včasih ljudje iz obupa naredijo stvari, da bi uspeli, čeprav je to minimalno. In počnejo stvari, ki jih sicer ne bi, ker skušajo ostati nad vodo. Dobri ljudje naredijo slabe napake. In to se dogaja ves čas. Ves čas. To je del tega, kar prepoznavam pri svojem delu. To počnem že 22 let. Ja. Ne mislim, da si slaba oseba. Mislim, da si naredila napako. Mislim, da to tudi sama veš. Kar bom povedal, je iz stvari, ki si jih naredila, za katere vem, da si jih naredila in za katere tudi ti veš, da si jih naredila. Po mojih informacijah nisi hodila kupovati razkošnih stvari, nisi hodila kupovati torbic in čevljev. Ne, v nimam Louis ničesar. Vuitton. Pomisli na ponaredke. Stvari, ki si jih domnevno kupoval v Walmartu, so bile blago, pa tudi veliko hrane. In potem pelješ svoje otroke v kino. Te stvari lahko opazujem od zunaj in si rečem, v redu, ona je mama. Nisem vedel, da imaš otroke, predvideval sem, da jih imaš. Ko sem Ja, videl samo vstopnice. enega imam. Vprašal si, ja. Ali otrok. Ja. Nisem vedel, ampak predvidevam, da je bilo verjetno to. In potem vidim stvari, ki jih kupuješ s temi dobrinami. To nisi ti, ki kupuješ nakit. Razkošne igrače, nov avto, ne počneš te stvari, ampak gre za majhne stvari, malo po malo, da si nekoliko lajša življenje. Je to poštena ocena? Ja. V redu. Torej, ne morem ti polagati besed v usta, ker lahko bi, ampak mislim, da je to nespoštljivo. Tega nočem storiti. Imam svoje domneve. In nekako sem razložil, zakaj si naredil to, kar si naredil, s tem, da si uporabljal stvari drugih ljudi. Moje domneve so moje domneve. Pomaga mi razumeti, če dejansko slišim, zakaj si to naredil, kako si to naredil. In kakšen je bil namen? Ker če je to, da sem preprosto pohlepen in želim škodovati ljudem, Ne, sploh ne. to je precej drugače kot to, da prejemam minimalno plačo. Imam otroka. Delam po 16 ur na dan in poskušam preživeti. Pomagaj mi razumeti. Ne, že si razumel. V redu.
Morda ti bo na to težko odgovoriti, ampak želim, da odgovoriš po svojih najboljših močeh. Kako dolgo to še počneš? Pred kratkim. Pravzaprav sem šele pred kratkim začela dobivati polnih 40 ur na teden. V redu. In to se je dejansko začelo šele potem, ko je naš vodja odšel in nas zapustila. In to je čisto druga stvar. Mislila sem, da je bil res dober prijatelj. In potem, ko je odšel, sem izvedela, da je bil pravzaprav on razlog, da nisem dobivala ur. Imela sem samo 2 izmeni na teden, 2 8-urni izmeni. Imela sem 16 ur na teden. Ves čas, ko je bil tam, mi je dal četrtkovo in petkovo nočno izmeno za revizijo, kar je bilo 8 ur. Velikokrat sem prosila za več ur. Rekel je, da mu lastniki ne dovolijo. Poskuša me uvrstiti na urnik, on pa odhaja. Tudi ko sem slišala od drugih zaposlenih, rekli so, da tudi ko so morali sporočiti, da jih ne bo, ali prositi za prost dan, so rekli, zakaj pa ne daš Aleksis, da to naredi? Saj ima itak samo 2 izmeni. In on reče, ne, ona jih noče. On je to rekel? Ja, ves čas sem jo prosila. Je to takrat, ko se je vse to začelo? Ko nisi dobivala ur? Ja, mislim, da je bilo tako. Misliš, da je tako? Ne, ja. Bilo je. Torej ne, ja. Ja, vem. Poznam te, samo poskušam dobiti pojasnilo. Ker bi to imelo smisel, če ne dobiš ur, ki jih poskušaš dobiti. Poskušaš preživeti. Zdaj, ko se je Alexis odprla, želi detektiv, da razkrije, kako naj bi shema delovala in ali so vpleteni še drugi. Tako je, jaz Ne vem. bi fotografirali njihove kartice s svojim telefonom, bi zapisali podatke, bi jih vzeli iz računalnika. Ne. Kako bi to potem delovalo? Jaz nimam odgovora na to. V redu. Naj vidim, če lahko to drugače povem. Rekla si, da se samodejno izpolni na tvojem telefonu, kar mislim, da se oba strinjava, da se ne izpolni samodejno, razen če ga ročno vneseš, kaj ne? Prav, v redu. Kako bi shranila podatke, da bi se samodejno izpolnili na tvojem telefonu? Preprosto se ni samodejno izpolnila. V redu, torej si podatke ročno vnesla tja. Vsaj enkrat moraš nekaj narediti. Ne pojavi se čarobno, ne? Ali moraš fizično vnesti podatke, tako da pritiskaš tipke na telefonu, kaj ne? Ali pa včasih lahko narediš fotografijo in se samodejno naloži. Odvisno je od programa oziroma platforme, ki jo uporabljaš. Takšne stvari. Tako sta to 2 načina, kako si dobila te informacije oziroma kako so bile vnesene v te naprave. Kar sprašujem je, medtem ko si bila v službi, kako si dobivala informacije? Jaz preprosto nimam odgovora. Nimaš odgovora, ali ga preprosto nočeš dati? Trenutno ga nočem dati. V redu, spet je v redu, Leksi. Ne morem te prisiliti, da govoriš. Če razumem, kako in zakaj do tega pride. To mi pomaga to posredovati tožilcu. Ker obstaja nekaj napačnih predstav med splošno javnostjo o tem, kako stvari delujejo pri organih pregona. Ljudje mislijo, da smo mi tisti, ki obtožujemo ljudi kaznivih dejanj, pa nismo. Nismo tisti, ki zbiramo dokaze in ugotavljamo, kaj se dogaja v nekem incidentu. Ukrepamo na podlagi tega in na to pošljemo zadevo tožilcem, ne glede na to, ali so v zaporu ali ne, in potem to preberejo. Oni so tisti, ki so odgovorni, da povežejo vse skupaj in jih na to obtožijo ustreznih kaznivih dejanj. Če mi naredimo napako in kaj pozabimo, bodo oni ukrepali. Torej, kar poskušam narediti na tej ravni, vam tudi pomagati, da bodo razumeli, kako globoko to sega. Ker imamo, ne bom vam povedal, koliko jih poznam, pustil vam bom, da mi vi poveste. Koliko različnih kartic bi ocenili, da ste jih uporabili v tem času? Jaz ne vem. Ne veste. Ne. Bi imeli kakšno idejo? Ne. V redu, sprašujem zato, ker mi je pomembno, kako ste prišli do teh informacij. Ker ne vem, ali vi to počnete, ne morem reči ne eno, ne drugo. Ali klonirate kartice in izdelujete kartice. Nisem niti vedela, da je to mogoče. Iskreno. V redu je. V redu, jaz sploh nisem vedela za to. In imajo ljudi na položajih, kot je vaš, povsod, ki imajo dostop do teh stvari.
Naprimer, imajo dostop do kreditnih kartic ljudi, tako da pridobijo informacije od njih, ko se prijavijo. Zdaj imajo kartico v sistemu in tako naprej. Imate dostop do njihovega imena, njihove vozniške, njihovega datuma rojstva, številke kreditne kartice, vsega. Morate biti vpleteni v goljufive prevare, kot naprimer bistveno. Zdaj ne pravim, da to počnete vi. Temu Ne, res sploh ne nisem verjamem. videla za to. Da je to sploh obstajalo. Seveda, razumem. Ampak kar me skrbi, je dejstvo, da nočeš razložiti ali pa ne želiš razložiti, kako dobiš te informacije in zakaj. Ker me to potem vrne v moje detektivske dni in razmišljam v redu, ali ona del nečesa večjega, ker te informacije posreduješ drugim ljudem. Ne. Kako to dobivaš, zakaj to jemlješ? Si to samo ti, so še drugi ljudje? Ali to pridobivaš z interneta, ali to jemlješ iz njihovih zapisov, ali to fotografiraš, ali pošiljaš drugim ljudem po sporočilu. Obstaja, to me, skrbaj. Kaj ne? Zato postavljam ta vprašanja, ker moramo biti odgovorni za vse te informacije. In imate informacije drugih ljudi, ki so škodljive za njihova življenja, ki lahko uničijo kreditno sposobnost in vse ostalo. Preklic kartic, na katere imajo vezana plačila. Vpliv tistega, kar ste storili vi, negativno vpliva tudi nanje. Torej je moja naloga, da poskušam ugotoviti, do katere mere bo to vplivalo nanje in kako jim lahko pomagam. Hkrati pa pomagam tudi vam in vašemu otroku. Ker bo na koncu to prebral tožilec in se vprašal, ali je sodelovala ali ni sodelovala, zakaj je to naredila, ali je vpletena še s kom drugim, take stvari. Torej, če mi lahko navedete razlog, zakaj ne želite deliti teh informacij, je to v redu. Če jih preprosto nočete, glede tega ne morem storiti ničesar drugega. Preprosto nočem v to vpletati nikogar drugega. Ne pravim, da morate v to vpletati še koga drugega. Ampak tako se je začelo ali Verjamem ti. kako je sploh prišlo do tega, ker tega nikoli nisem naredila. Ni tako, kot da bi to počela celo življenje. Tudi jaz Prišlo je verjamem. Verjamem ti, ja. To si se morala naučiti od nekoga, ne? Prav. Torej, če nočeš ponovno dati teh informacij, te ne morem prisiliti. Tukaj je, kar razkriva poročilo o incidentu. Kingova je opisala, kako se je naučila vnašati vse podatke o kreditnih karticah v polje za komentarje v računalniškem programu pri delu. Na ta način so bili podatki vedno tam in na voljo, kadar jih je potrebovala. To se je naučila od prejšnje vodje. Kingova mi je povedala, da je to počela nekaj mesecev in ne ves čas. Vprašala sem jo, ali je s telefonom slikala kreditne kartice ali podatke iz računov na službenem računalniku, vendar ni želela odgovoriti. Ker Kingova ni želela več deliti podrobnosti o svojih kaznivih dejanjih, sem intervju zaključila. Alexis King naj bila pridržana zaradi 2 točk obtožbe za krajo identitete 2. stopnje, 2 točk obtožbe za tatvino 2. stopnje, prav tako pa je bila pridržana zaradi še veljavnega sodnega naloga za prijetje. Spletni zapisi kažejo, da je bila Alexis King izpuščena iz zapora naslednji dan po plačilu varščine v višini $5000. Njena naslednja obravnava na sodišču je predvidena za 24. september. Najlepša hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi Inside the Crime. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.